Evo, naslednji tweet, ki ga imam, je pa na področju bakra. In sicer vem, da sem že v preteklem pregledu trga močno izpostavila baker, predvsem iz vidika, pa tudi na LinkedInu naredila eno objavo, da v bistvu trenutni podatkovni centri, pa kam gre celotna narativa AI-ja, da bo v bistvu surovina baker kot taka zelo pomembna surovina v prihodnjih 5 letih. In tukaj v bistvu zelo zanimiv tweet, kjer poudarja recimo mnenja različnih investitorjev, ki so vsi v bistvu zelo poudarjajo pomen poleg bakra, no, sicer vidimo tudi litija in ostalih surovin. Ampak ja, sama sem pred kratkim izpostavila, da sem tudi na svojo ETF listo dodala ta ETF COPX, se pravi, ki vsebuje največje rudarje bakra. In čeprav se mi zdi, da je zdaj v bistvu nekako baker presegel in dosegel nek all time high, mogoče iz tega vidika trenutno ne najbolj optimalen vstop, pa za nekoga, ki si recimo gleda dolgoročno, lahko počaka z vstopom, da se, ne vem, neka zdrava korekcija zgodi, ampak definitivno se mi zdi, da baker bo surovina, ki bo še močno presegala trenutne nivoje. Tako da, ja, definitivno zanimiv ETF potem v neki zdravi korekciji tudi za dodajanje. Pa mogoče te tukaj malo vključim, kako sam gledaš na baker. Ja, to so že večkrat omenila, da baker je verjetno ena izmed najbolj kritičnih surovin za prihodnost, se pravi, deficit se pričakuje vse tam nekje do leta 2050, če gledamo trenutne nahajališča, pa trenutno trajekcijo nekih novih, se pravi, najdišč bakra, ne, se res je, zdaj, če gre cena navzgor, bo verjetno ogromno nekih nahajališč se tudi našlo ali pa mogoče začelo kopati za kakih perifernih rudnikov, ki rabijo dosti višje cene da so profitabilni, ne. Ampak ja, v bistvu, ja, baker je zelena kovina, ne. Baker je zelena kovina, če pogledamo recimo celotni zahod, moral nadomestiti kar ogromno neke infrastrukture, ne. Zdaj, če bo potem kasneje tudi šla skozi malo dolgoročne grafe teh tudi surovin, med drugim tudi bakra, ne, da pogledala, kje trenutno se baker nahaja, ampak Lahko tudi podeliš, ni problema. Mi imamo, kar se tiče bakra, no, oziroma kar se tiče teh industrijskih surovin, če pogledamo za tole košarico, ne, se ponovno lahko mogoče tole uporabiva, ne, pa dava surovine, ne, pa če dava industrijske surovine tukaj, ne, oziroma kako imamo tukaj, IND pika, okej. To so recimo industrijske surovine, ki jih imamo znotraj portfelja surovine, ne. Se pravi, prej sem tudi v prejšnjem tweetu sem videl, da so bila podjetja omenjena Rio, BHP, FCX, ne. Se pravi, s temi podjetji, kar imamo tukaj, ne, se pravi, od Riota do Teck Resourcesa, ne, dejansko imamo 80% največjih nahajališč bakra preko teh podjetij kupljenih, ne. Tako da, kar se tiče bakra, so to v bistvu ti piki, ki so praktično edini, no, mislim, to so najresnejši playerji. Zdaj, če bi govorili o tehnologiji, bi rekli Microsoft, Amazon, Alibaba, Google in tako naprej, ne, v glavnem, to je res tisti jagodni zbor, tistih največjih, z največjimi rezervami, najnižjimi stroški proizvodnje, najvišjimi profitnimi maržami, ne, največjim globalnim vtisom in tako naprej, ne. Med drugim tudi, če pogledamo recimo, se pravi, ti tikerji, se pravi, od Alpha Metallurgica pa do Consola, ne, to so pa v bistvu proizvajalci metalurškega premoga, ne, ki grejo z roko v roki nekako z jeklarsko industrijo, ne, tako da, kar se tiče proizvajalcev industrijskih surovin, nekako v surovinski strategiji imamo nekako pokrito z temi tikerji vse, kar se tiče nekih industrijskih surovin, ne. Se pravi, vidimo, imamo Albemarle pa SQM, v bistvu tudi litij pokrit, ne, kot dva največja proizvajalca, imamo tudi Paladij pokrit z Sibanijem, tako da, ja, pri bakru mogoče še toliko, no, če pokažem tole, gremo pod... Je zelo premišljen izbor narejen, ja. Ja, zagotovo. Zdaj, če pogledamo mogoče baker, ne, pa gremo res dolgoročno pogledati, kje se baker nahaja, ne, vidimo, da baker prebija na all time high trenutno, ne. Vse to, če pogledamo, to nekako zdaj vidimo prebija v dolarjih navzgor, ne, ker dolar je zelo dolgo časa držal status rezervne valute, ne, in lahko se zgodi, da zdaj recimo baker za neke proizvajalce bakra sploh ne bo šel navzgor naslednjih 5 letih ali pa 10, ne, recimo proizvajalci, kot so, recimo, da bojo valute, ne,
kot so ruski rubelj, kitajski juan ali pa kakorkoli, ne, da bodo videli dosti manjšo rast v cenah bakra znotraj svojih valut, kot pa recimo neki dolar in pa evro. Ne. Ker če pogledamo zdaj, recimo, mi lahko tukaj kliknemo pa damo naprimer v, ne vem, če to gre skozi ruski rubelj, ne, cena, ne, tu lahko pogledamo ceno bakra v ruskem rublju, ne. Zdaj vemo, da recimo, mogoče niti ne toliko Rusija, koliko recimo nekje Čile, Peru, ne, veliki proizvajalec, ne, ampak tu moramo tudi skozi različne prizme gledati, ne. Kar jaz tukaj vidim, pa tudi pričakujem, je to, da cena bakra, kljub temu, da je na all time high v dolarjih, je zelo velika verjetnost, da prebijamo tu neko sekularno rast, ne. Mi nekako pričakujemo rast surovin tam do leta 2030 in to pomeni, da vse te surovine, ki jih zdaj vidimo, da prebijajo na all time high, ne, vstopajo v okolje, kjer lahko da bo tečaji rasli podobno, kot so rasli tečaji recimo nekih tehnoloških delnic, kot smo videli tukaj, ne, recimo od leta 2008, ne, se pravi, ko je, recimo, če pogledamo neki Amazon, ne, leto 2008, velika finančna kriza, ne, se pravi dno, ne, in vidimo tukaj rast potem Amazona, ne, to je v bistvu sekularni rastoči trend na trgu delnic, ne. Se pravi, to je bil lider na področju delnic, ne. Zdaj, če pogledamo recimo na trgu surovin, na primer Southern Copper Corporation, ki ga imamo v portfelju, ne, vidimo, da že ima podobno trajekcijo, ne, se pravi, Southern Copper je že prebil all time high nekje tukaj, ne, se pravi, prejšnji all time high, se pravi, z leta 2007 je že bil prebit malenkost tukaj v leto 2018, ne, izrazito pa potem po koroni, ne. Tako da vidimo lideri, kot so Southern Copper, ne, in podobni, tu se treba zavedati, da je izredno malo podjetij, ki kontrolira trg bakra, ne, in svet nima preprosto izbire, ne, zdaj, ko gledamo neke take močne rasti na trgu bakra, ne gre zanemariti, da okej, ja, lahko je neka taka delnica gre spet ponovno, ne, 20-30% v korekcijo, ne, ampak da bi bila tukaj rast končana, je pa zelo malo verjetno, ne. Tako da to so nekako te delnice, ki jih imamo tudi v portfelju, za katerimi nekako pričakujemo, da bomo na trgu bakra jahali trend mogoče tam vse do leta 2030, ne. Ja, ful lepo si omenil. Jaz, kar sem gledala še na bakru, mi je bila ta Seco Miners, TGB je ticker. Predvsem iz vidika, ker sem zasledila na Seeking Alphi, sicer je to za severnoameriško rudarsko družbo, je postal v bistvu v letu 2023 100% lastnik rudnika Gibraltarja, ki je v bistvu drugi največji tudi odprti vir bakra in zdaj gradi tudi drug projekt Florence v Arizoni. Tako da to mi je še en tak mogoče zanimivo podjetje na področju direkt, bom rekla, recimo izpostavljenosti bakra, ampak ja, glede na trenutno izpostavljenost, pa mislim, da je ta South Cooper še vseeno dober lider, no, na tem področju, no. Tole, kar si zdaj pokazala, to lahko, da si res odkrila neki dragulj znotraj trga bakra, ne, ker tu se treba zavedati, ne, ta Seco, koliko gledam, dejansko v Združenih državah pa Kanadi proizvaja, ne, se pravi, kar se tiče geopolitične varnosti, ne, vsi ti asseti, ki bojo parkirani v teh, rečemo, varnih jurisdikcijah, no, se pravi, jurisdikcijah, ki niso v nekih sovražnih državah, ne, bojo imeli neko svojo premijo, ne, tako da jaz bi ta Seco Mines res mogoče malo bolj podrobno še pogledal, ker lahko, da tukaj dejansko s to idejo Špela sediš na kakem res diamantu, ne. Ker tudi, če pogledamo ta Seco Mines, mogoče dolgoročnejši graf, tudi vidimo, da še ni prebil nekega all time higha, ne. Tako da dajva tole mogoče kar tukaj označiti, pa bom jaz tole kar tukaj označil, to Seco, pa bom rekel, da bom imela označeno, če bom kdaj za nazaj gledala. Priznam, da sem jo hotela dati na watchlist, ampak ker je trenutno na weeklyju, pač monthly oversoldu, ne, mi ne diši podati jo na watchlisti, glede na to, če pogledaš pa trend, je pa definitivno zanimiva, tako da v bistvu sem te zdajle malo hotela izkoristiti za, mogoče bi bilo zdravo počakati za neko korekcijo, pa jo imeti na watchlisti čisto kot potencialno, recimo, izpostavitev bakru, ne.